Zadnjič so pri Agenciji za varnost prometa sporočili, da so s takšnimi maketami policistke in policista na odsekih, kjer je streljala takole, uspeli zmanjšati kršitve prometnih omejitev do kar 80%. 80% s temle? Ok, ziher vsi bulijo policistko, ampak zadeva je učinkovita in to je super. In nam je pri volanu dalo misliti. Tudi mi ves čas umirjamo promet, ko snemamo prispevke, ker če takole ob cesto postavim kamero in snemam čisto vsak, ampak res čisto vsak upočasni. Dobro, večina jih firpca, nekateri pa mislijo jasno, da je radar in zmanjšajo hitrost. Mi seveda nismo policaji in nismo bili poklicani za to, ampak sam povem. Lega tega, ki se počasi vozi. Pod omejitvijo. Zoran, kako se počutiš, ko je ob cesti tvoj klon? Ja, vesel sem, da lahko tudi na tak način oziroma v tej vlogi prispevam k varnosti oziroma umirjanju cestnega prometa. Zakaj so pa tebe zbrali? V bistvu, ker nisem vedel, sploh nisem pričakoval, da bom silhueta, ampak sem samo šel na postajo prometne policije za predstavitev laserskega merilnika hitrosti. Šele tam sem pa izvedel, da bom posodil videz za silhueto. A veš, da so policistko baje ukradli večkrat? Ja, večkrat sem slišal, tudi mene so, tako da še pa te neznane storilce še iščejo. Pri veliko sodobnih avtih imate tule opozorilnik na omejitev hitrosti. In tudi tule v CHR-ju lepo kaže, ja. Tole pomaga, vseeno pa morate biti zelo pozorni na okolico. Hitrost seveda ni omejena zaradi radarjev, ampak zato, da se lahko pravočasno ustavite, če kdo skoči pred avto. Ja, tudi to znajo moderni avti. Tale prepozna pešce celo po noči in sam zavira, ampak bi morali to vedno narediti že vi prej. Ste zadovoljni s tem, čeprav ne poberete praktično nič denarja? Smo, ker ni vse v denarju, te je tudi preventiva in tako imenovani halo efekt. Ljudje, kakor opazijo to silhueto, zmanjša hitrost in s tem je manj težav. Zdaj moramo paziti na burjo, da ne odnese, drugih pa takih posebnosti ni bilo. V prvi polovici letošnjega leta smo imeli na slovenskih cestah za 42% več smrtnih žrtev. Namreč za nas je to predstavljal alarm, zato smo iskali učinkovite ukrepe, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju prometne varnosti. In eden izmed takih je bilo tudi postavitev silhuet policistov na najbolj obremenjenih cestah in tam, kjer so res prekoračitve hitrosti. Policijska silhueta se je izkazala kot res učinkovit preventiven ukrep. V primerjavi tudi, če pogledamo, koliko znaša strošek, namreč ena policijska maketa stane 144 €. Jaz sem še boljše ideje, pa da vidimo. No, si uspel prebrati? Kaj je pisalo? Prehiter, ne? Ja, tak je. A pa še enkrat, imam še boljši primer. No, pa da vidimo. To je bila ena gospodična, tega to je ni prav zanimalo, ne? Pa tudi, ampak je malo počasnila, ne? Kar pomeni, da je brala. Mogoče ni to najboljši primer, zato ker vsi preveč bremzajo. Je upočasnil, priden, lepo, je prebral. Se pravi, evo, tudi to učinkuje, ne? Dobro, jaz sem dosti delal za dan, zdaj še ti malo, mene že noge bolijo. Vidim, da so takšne spodbude nujno potrebne, zato se mi zdi ta od Agencije za varnost prometa fajna, nenasilna in delujoča. Pa varno za volanom.